Prisrčen pozdrav z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Pred težko pričakovanim začetkom misije Euro 2024 je na sporedu še zadnje dejanje prvega kroga četrte četrtine slovenskega državnega prvenstva, šestouvrščena Mura in vodilna Olimpija na robu kazenskega prostora in odločil se je prav zanj. Elšnik podaja, morda tudi igra z roko, vendar samo kot za Olimpijo. Poglejmo še enkrat. Roko je zadela žoga, ampak zdaj... Mislim, da bo to VAR pregledal. Albert Riera je dejal, da bo Kvesič vedno izvajal 11 metrovke, ne glede na to, ali bo uspešno ali ne. Poglejmo, kako bo tokrat Kvesič, delno tudi Panenko, premagal je Klemna Mihelaka in Olimpija v 12. minuti vodi z 1-0. 12. gol v tej sezoni za Marija Kvesiča ob 8 asistencah, torej najučinkovitejši nogometaš Olimpije doslej. Čiskota, dvojna kombinacija, nekaj uigranega in priložnost morda za Kasala, ki strelja in gol! Kakšen golazo! Niko Kasalo je zadel v 16. minuti za izenačenje. Imeniten strel, izjemno, tudi celotna akcija iz prekinitev, to, kar smo prej govorili, izjemno izpeljano. Suale. Je pa Olimpija v tem primeru. Suale strelja, vratnica, potem pa Sešlar mimo gola. Kakšna priložnost zdaj za Olimpijo, ostaja 1-1. Skrđalić. Odlična podaja proti Kvesiću. Kvesić v igri 1-1. Kvesić strelja, vratnica, spet potem pa Rui Pedro, vendar offside. Ostaja 1-1, še ena vratnica po poskusu Kvesića. Klepač. Na bližnjo vratnico, priložnost, gol! Preobrat v Fazaneriji, Kaj Cipot je zadel na začetku 40. minute. Izjemen zadetek in ponovno kolektivno. Videli boste, kako so pripravili igralci Mure blok, Kaj Cipotu, ki je prišel lahko do skoka z glavo. Elšnik. V prostor za Kvesića, nova priložnost za Olimpijo, padel je Kvesić, ali je to 11 metrovka, spet je pokazal na belo piko Alen Borošak. Padel je Mario Kvesić, v ključnem trenutku je bil tam v dvoboju z njim domači branilec, ali bil to tudi rdeči karton? Ja, mislim, da bo zdaj še pokazal. V soočenju z Mihelakom, zopet Kvesić, mimo gola. Mimo gola Kvesić, ostaja 2-1. Zopet zgrešena 11 metrovka za Marija Kvesića. Strateg, ki ste ga videli pred nekaj trenutki, Suale medtem z novim predložkom in odličen poskus je bil to Elšnika, potem še Kvesić, tole ostaja 2-1. Dofo z napako in tako je zdaj krenil po potrditev Murine zmage. Dofo ga lovi, to je, mislim, da rdeči karton za Agustina Dofa. Rdeči karton za Agustina Dofa v 83. minuti. Bodo zdaj moči na igrišču izenačene, da Olimpija sploh ne prihaja do teh predložkov. Zdaj je Elšnik s podajo na Milovića in obramba Mihelaka. Kakšna obramba, v okvir vrat je letela žoga po poskusu gola na Milovića. Ja, moramo povedati, da je Šipko odsoten z igrišča, ponovno zaradi krvavljenja. In je Kroos, Aldair preigrava. Hiter je Aldair, lepo Aldair podaja prek vrata in obramba Mihelaka.
Mustafe Nukića. Aldair še enkrat izbija, zdaj mislim, da Derek Kobe Morris Nukića. In v tem trenutku je tekme v Fazaneriji konec. Mura se veseli zmage proti Olimpiji. Končni izid je 2-1. Dejan Grabič, čestitke za zmago proti vodilni Olimpiji. Albert Riera ni želel govoriti o nogometu, upam, da midva vendarle bova. Kako ste videli tole tekmo? Bili ste zelo agresivni, zelo čvrsti, zelo organizirani od prve do zadnje minute. Mislim, da so igralci izpolnili do potankosti te stvari, ki smo se jih dogovorili. Mislim, ta fanatična borbenost, ki se je danes prikazala, mi daje veliko optimizma za naprej, ker ekipa je bila zelo utrujena, zelo izčrpana pred to tekmo, ampak s takšnimi navijači se vidi, da lahko greš čez svoje meje. In zdaj, res, kar se tiče taktika, igralci so taktika, oni so, to, kar so danes naredili, je za mene nekaj redko videnega. Kar turbulentna tekma za vas. Bili ste v zaostanku, povedli ste potem tisti rdeči karton, igrali ste dolgo časa z igralcem manj. V tistem obdobju se je zdelo, da nikakor ne pustite Olimpiji priti do izenačenja, blokirali ste vse poti do vrat. Malo smo spremenili sistem igre, tisto četvorno menjavo, ker smo vedeli, da ne smemo puščati odprtega medprostora in na bokih preprečevati predložke. In smo dali v igro izkušnje, se pravi in Grega, ki še ni, mislim, ki je šel čez, tvegali smo in z njim, ker je bil še poškodovan, enako Žiga, ki se je vračal ampak ok, da ne izpostavljam posameznikov, ker res so šli preko sebe in so izpolnili vse, kar smo se dogovorili in smo bili za to nagrajeni. Po tekmi sem vas opazoval, tu ste stali sredi igrišča, kar nekako upijali to vzdušje, ki so ga bili deležni fantje, pa seveda vi in vaš strokovni štab, kot da še niste vajeni te fanatične prekmurske publike. Mislim, vajen. Saj sem jo čutil že prej, ko smo tu gostovali, ampak užival sem v vsakem momentu. To je moment za naše igralce, je bil pravilno, da se bojo zdaj tudi poveselili, tako kot je treba. Potem pa bomo videli, kdaj bomo, koliko dni bo prostih, ampak to ne spremeni dejstva, da bomo v naslednjih 2 tednih morali narediti korake naprej v treningu, ampak naj se najprej spočijo, potem bomo pa šli dalje. Za konec, če to fair je, Albert Riera je poudaril, da se je dogajalo nekaj nešportnega po tekmi, zdaj je žogica na vaši strani. Kako ste vi videli vse skupaj oziroma kaj se je dogajalo? Jaz ne bi sploh tega komentiral, ker vsak odgovarja za svoje dejanja in skozi preteklost za tisto, na kar imaš vpliv, na tisto, kar ti narediš, moraš odgovarjati. Jaz ne bom tega sploh komentiral. Albert Riera, defeat for your team against very good, very organized Mura today. How did you see today's game? What I see today? No football. For me, I'm totally disappointed with the head coach of the opponent. I didn't expect these words after the game. It must be a fair play. And nothing. I mean, we did a game. The game was the plan. I think it was planned. It happened a lot of things. That for me is not football, but I'm here just to talk about football. But today we don't have a lot to talk about football because of the opponent didn't want to play. Can you say what happened after the game? You can ask to him. If he's honest, he will tell you what he told me. Again, another insult. But it's as I said during this week, it's hard to be behind, and I can say that from us, what we want is just to play well football, to win. This is what we are going. We don't want any kind of confrontation. We don't want any kind of polemic. We just happy, to be happy playing football. That's it. And from my side, I said in the dressing room that they have to go out now from the dressing room and smile because one game will not change what these players they are doing already during many months. They are now 15 points in front because of coincidences. So as I said, smile, keep going,
we will see when we will or when we can have this trophy. That it seems that nobody wants us to win it, but many months after, I think we deserve it. And as I said, for me, just I want the happiness of the players and keep going. Niko Kasalo, lep večer za vse navijače Mure, za vse soigralce, za vas pa verjetno še nekaj posebnega. Druga tekma v karieri v prvi ligi, fantastičen zadetek, zmaga proti vodilni ekipi lige. Ja, odlično, kaj moram povedati, ampak občutki so odlični. Prvi gol na uradni tekmi, odlično. Kako je vse skupaj izgledalo na igrišču? Znašli ste se v zaostanku, prišli do vodstva, potem tista 11-metrovka, igra z igralcem manj. Na momente ste v drugem polčasu tudi precej trpeli. Pa ja, smo trpeli, ampak mi smo verjeli v nas, da bomo zmagali. Smo verjali celo tekmo in ja, vrnilo se je to in smo zmagali. Hvala Bogu. Če se vrneva še na tisti izjemen zadetek vaš, zdelo se je, da niste prav dosti oklevali. Takoj, ko ste dobili žogo, ste pogledali proti golu, šla je not. Ne, tu okoli 16 je prvo gol, pa potem podaja. In ja, šla je not, hvala Bogu, zmagali smo. Odlično. Nam lahko zaupate, kaj so bile prve besede trenerja Grabiča vam osebno po tej tekmi? Pa ne vem sploh kaj je rekel, pozabil sem, čestito mi je to. Poraz na vročem derbiju v Murski Soboti, sicer krasna tekma, precej agresije, precej priložnosti na obeh stranih, derbi v pravem pomenu besede, za vas pa se rezultatsko ni šlo. Ja, verjamem, da je bila za gledalce ena izvrstna predstava z res ogromno priložnostmi na obeh straneh. Rezultatsko, ja, žal se nam ni šlo. Čestitke Muri za osvojene 3 točke. Vidi se, da se jim gre za nekaj, da se borijo za ta priključitev k borbi za Evropo, ampak tudi mi gremo vsako na polno, ker hočemo čim prej matematično zaključiti prvenstvo in smo potrebovali to zmago danes. Glede same igre, mislim, da nimam dosti pritožb, tudi z rdečim kartonom smo imeli potem kontrolo, tista 11 metrov, ko bi definitivno mogli zadeti, tudi v prvem polčasu par stativ, gol iz offsajda. Oni so pa zadeli 2 izjemna zadetka, oba direkt v 90 in to niti Matevž Vidovšek ne more obraniti. Vemo, da so nevarni na prekinitvah in obakrat smo prejeli zadetek iz teh prekinitev. Ne vem, no kaj ne rečem. Glede same igre niti nismo toliko nezadovoljni, ampak ni se išlo. Že ste omenili 2 vratnici, nekaj smole, po drugi strani pa je res, da Olimpija že dolgo ni zapravila toliko priložnosti kot danes. Ja, res je. Vsako tekmo mislim si kar lepo število priložnosti pripravimo. Danes pa, ne vem, to je mogoče ta nogometni bog, ko ti včasih da, včasih ti ne da. Par žog res 3-4 cm, da je bolj gor dol, pa levo desno pa bi bilo komot lahko 3-4 zadetke, ampak tudi njihov vratar je parkrat fantastično posredoval in ne vem, jaz verjamem, da so oni dali vse, pustili so dušo, srce na terenu in včasih te to nagradi, tako kot nas proti Celju, mogoče, da nismo prejeli tistega zadetka, tako je danes Muri uspelo vse strele zaustaviti in nič, glave gor, imamo zdaj pauzo, da se malo spočijemo in potem naprej. Soigralci bodo imeli pauzo, premor, kot ste rekli, vi ne. Upamo seveda, oziroma vi upate, da boste v četrtek v Kazahstanu precej bolj veseli kot danes. Ja, absolutno. Jaz grem že danes na zbor, zdaj moram hitro glavo preklopiti, pozitivne misli, tam so nove bitke in verjamem, da je cilj cele Slovenije, da ta ciklus zaključimo z 6 točkami in gremo na zmage.